Dober večer. Na začetku svojega mandata sem dejala, da bom predsednica, ki ni nikoli tiho, in tega se držim. No, razen danes, ko moram biti tiho, saj me k temu zavezujeta zakon o volilni kampanji in sodba Ustavnega sodišča iz leta 2022, ki določata, da v Sloveniji volilni molk začne veljati 24 ur pred začetkom glasovanja, kar je zdaj. V tem času je po zakonu prepovedana objava novih predvolilnih vsebin, tako da za to oddajo, ki stalno ponavlja stare fore, to ne bo problem. Sicer pa velja za vse fizične in pravne osebe, medije in seveda politike. Volilni molk ne velja za zasebne pogovore ali gostilniške debate, razen če te potekajo v studiu RTV in jim rečejo soočenje. Volilni molk seveda velja tudi jutri, na dan volitev. Za kršitve pa so zagrožene kazni od 150 do 250 evrov za fizično osebo oziroma preračunano približno en tank bencina od torka naprej. Ampak brez panike, za kršitelje volilnega molka imamo v Sloveniji podobno ureditev kot za koruptivne uradnike, kar pomeni stroga pravila, veliko kršitev in nič obsojencev. Tako da, dragi državljani, kot ponavadi zaželimo ljudem, preden gredo narediti nekaj res neumnega. Samo po pameti. Lahko noč in srečno Slovenija!